Radio Robin je to, dober dan voščim, drage poslušalke in poslušalci in povabljeni še v eno četrtkovo oddajo na Radiu Robin. Martina Arčon sem z vami. Programirati telo s prehrano. O tem govorimo danes z menoj v studiu naturopatinja Erika Brajnik. Dober dan, dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav. Zima trka na vrata, potrebno se je okrepiti. O tem že ptički čivkajo, pa vendar se nas ne dotakne ravno najbolj. In pravzaprav nas strese, ko beremo, kaj vse jemo. Korenje, pa pomaranče, pa ne. Skratka, kaj uživati, to je zelo, zelo pomembno, kaj ne? Ja, seveda, da je pomembno. Zdaj, tako je, treba je pogledati bazo, ne? Nismo vsi, ljudje smo si podobni, nismo pa enaki. In plus, še starost zdrava igra svojo vlogo. Torej, eno smo rekli, prehranjujemo se pri 20 letih na en način, pri 60 na čisto drugačen način. To je odvisno od fiziologije našega telesa, torej od tega, koliko smo stari, ker presnova se od 18 leta naprej upočasni za 1% vsako leto. Torej, je dejstvo, da presnavljamo bolj počasi. Se pravi, potem naj bi uživali tudi manj? Absolutno manj. Ja, absolutno količinsko manj. Govorim, kalorično. Otrok, dokler se razvija recimo do 21 leta starosti, potrebuje veliko ogljikovih hidratov, veliko beljakovin. Smo vse jedi tle, o tem ne bomo niti odstopali. Je pa res, da potem, ker se začnemo starati, se začnemo tudi manjšati, nižati in telo že samo srce otročka bije 200 na minuto, starostnik rabi spodbojevalec, zato ker je srce bolj počasno. Torej, vse je bolj počasno. Ta rek, kraljevski zajtrk in siromaška večerja absolutno veljata, vendar z leti so te obroki tudi manjši. Naj bi bili. Sicer se posledično pojavi tudi več bolezenskih tegob, težav. Pravite, da si s hrano pravzaprav krojimo na nek način ne samo pač imunski sistem, ampak tudi vitalnost svojega telesa. Vitalnost, zdravje, hranimo. Spečnost, nespečnost. Absolutno, zato ker otroci spijo kot bubica, ne vemo. Medtem, ker kdo ima težave z nespečnostjo, 3/4 ljudi v 3. življenjskem obdobju. Zakaj? Prav zato, ker dejansko se nabirajo toksini v telesu, počasi neslišno, ki niso diagnosticirane kot bolezen, ampak so lahko težava. Celulit, mastni lasje, spakovanje, torej to niso neka bolezenska stanja, ki pa kažejo, da nekaj v telesu ne štima, nekaj se nabira in tako naprej. Na naše zdravje vpliva na 80%, za 80% prehrana, telesna aktivnost in spanje. Mi ne moramo zdaj z eno meditacijo zvečer reči, zdaj bom pa spal, če je naše telo polno toksinu, če se po noči sred noči zbudimo preznojeni, živčni, zato ker smo polni toksinu, jeter v tem primeru, deficita jeter. V tem primeru se treba ščistiti in prvi korak, kar se naredimo za prehrano. Vsi si mislimo, da hrano poznamo, zato ker vsak dan imamo prav dobesedno, fizično po rokah in z njo obračamo. Vendar, če želimo dajati navodila telesu za prehrano, moramo biti zelo egzaktni, moramo biti zelo točni. Recimo, moramo upoštevati to, kar govori Ajurveda in tradicionalna kitajska medicina, ena določena živila vlažijo, ena določena živila sušijo, ena določena živila grejejo in tako naprej. To že poznamo tudi iz naše tradicije, tako da je treba samo malo stvari povezati, ni nič kaj dosti novega. Tradicija slovenska je, da so zdaj v tem letnem času in čez zimo te koline. Koline so rdeče meso greje in mi zdaj potrebujemo prav se greti, zato ker vsak drugi reče, je mraz, je malo bolj mraz in me zebe. In v tem primeru zbiramo taka sezonska živila, tako ko so že naše babice govorile, tako ko je že z tradicije. Ker kadar ni bilo interneta, kadar ni bilo toliko znanstvenih raziskav, so se te dragocene informacije prenašali iz ust do ust, po ustnem izročilu. Ampak so jedli tudi, kar je bilo tisti trenutek v vrtu, na njivi, shranjeno se pravi, danes imamo na razpolago vsega, kar si zaželimo, jagod v najbolj zimskih dneh, paradižnika naprimer, in vi temu pravite stop, ne. Ko je sezona jagod, ko je sezona paradižnika, po zimi zelje, repa,
koline, kot sva dejali. Sicer vas gledamo, spremljamo vse povsod, polni nasvetov in dobronamernih priporočil, kaj jesti, kako pravzaprav živeti, zato da bomo bili zdravi, vitalni čim dlje. Pa vseeno, v vseh teh letih, bom rekla, prakse, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, kaj ugotavljate, se nas dotaknejo vsa ta, v narekovajih rečeno, pravila, znamo bolje delati s svojim telesom? Ja, v bistvu tako. Danes ravno 14. danes je 9. november in danes ima Sajka 14 let. O, čestitke, iskrene čestitke. Spomnim, ker ste mi rekli. Ja, v bistvu tako je. Mislim, da hvala vam, radio, televizija in tudi časopisi, dejansko ljudje se počasi zavedajo, da hrana ima svojo moč in da dejansko ni lih vseeno, kaj damo na krožnik, ne? In da se da veliko stvari urediti s hrano. Ampak za se prehranjevati po vaših načelih, če rečem po vaših načelih, je potrebno imeti čas. Ne, je potrebno biti organiziran, rečem jaz, niti ne čas. V bistvu tako je. Mi se moramo naučiti dajati navodila našemu telesu. Zdaj, vsi ljudje nismo si enaki. Nekateri ljudje imajo težavo z tem, da imajo več sluzi v telesu. So nagnjeni za sluzenosti, rečemo mi temu tle. Več ali manj so to svetlooko in ni pa pravilo, ne? Ampak recimo, oseba, ki čuti, da je zasluzena, čuti, zjutraj vstane cmok v grlu, pogoltne to sluz. Potem ima nabit nos, poln sluzi, ali pa kašlja, ima polna pljuča. Ma sluz v telesu so tudi polipi, so tudi hemangiomi, so tudi lipomi, so tudi ciste, so tudi miomi, torej te tvorbe so vse, glikoproteinske so vse sluzaste, to je sluz. In zdaj, seveda, če jaz bom vsak dan užival polno živil, ki sluzijo, v tem času, ki je že vlažen, je to sluz na kvadrat, dobesedno. Tako da, če mi bi živeli zdaj sredi Egipta, sredi puščave, kjer je toplo, če bi uživali nekaj, kar sluzi, bi se to lažje zenačilo, ko pa zdaj v letnem času, ker tle je prav v Sloveniji par excellence ta čas tisti najbolj, ki sluzi. Že januar, februar so druge energije, je mraz, je suh mraz. Ampak katera hrana, da ne bomo še spotencirali te sluzi, nas dodatno zasluzuje? Ja, torej moramo reči, da mi smo vse jedi in prav je tudi tako, to je eno neizpodbitno dejstvo. Zdaj pa poznamo po ajurvedi, tradicionalni kitajski medicini, lastnosti živil. Recimo živila, ki grejejo in ki sušijo, so ingver, česen in rdeče meso, vezano na te koline. Se pravi, to naj bi zdaj uživali v večjih količinah, če tako rečem? Ja, malo bolj pospešeno, absolutno. Ja, tudi ta ingver svetujem, da se ga da usta, da se ga zveči cel dopoldan, ali pa če kadar gremo v trgovino, ker naredi ko neko oblogo, ko neko filmsko zaščito pred virusi in bakterijami in tako naprej. Tako da to je zelo dobro, pa izsuši tudi cel ta sinusni del, tako da to zelo dobro pomaga. Potem po drugi strani so pa živila, ki vlažijo, ki sluzijo telo. Te pa so krompir, mlečni izdelki, potem banana, oves, vse, kar je ovsenega, to zelo vlaži in hladi. Ne, vlaži bolj, ko hladi, ker hladi recimo tudi paradižnik, pa ne vlaži. In potem imamo recimo te kruh, njoke, torej kar je vezano krompir in zraven še moka, ne? Sploh bela, je sploh poglavje zase. Poglavje zase, ja. Tako da to je tisto, kar vlaži. Zdaj, če nekdo se zbudi in ima čisto zabite sinuse in če bo žvečil ingver, bo laže zadihal, če bo pa zraven pojedel 3 banane ali pa en krožnik krompirja, bo dodatno začutil to zabasanost. Ampak če rečem takole, vse eno v normalnih, majhnih količinah krompir, banana, oves, to je dovoljeno?
Je dovoljeno, seveda, mislim, mi moramo gledati na istočnico, torej, če mi smo prehlajeni, takrat se bomo izognili temu, če ne bomo normalno uživali. Recimo, če pa jaz sem zdrav in bi rekel, imam tendenco k zasluzenosti, ker sem v življenju že imel 3-krat sinusitis in je ta čas, letni čas, ki je bolj vlažen, bom recimo skuhala joto, tako da bom dala dosti repe ali pa zelja, ker sta tudi naravna antibiotika, bom dala veliko fižola, bom dala rdeče meso in malo manj krompirja, zato ker sluzi. Maha bo še zmeram dala. Se pravi, kompromisi so potrebni tudi pri prehranjevanju. tudi. V teh dneh naj bi uživali hrano, ki nas greje in tako poskrbeli, predvsem za svoje ledvica, pravite. Ja, absolutno. Ta jedilnik, ki zdaj, ki pridejo, torej smo vse jedi, absolutno ja, vendar je treba zbirati živila, ki grejejo. Recimo ta binom natrij-kalij je zelo pomemben za delovanje ledvic, srca, želodca in tako naprej. Eno živilo, ki je meni zelo ljubo in ki ga svetujem tudi za zajtrk, je kostanj. Torej, kako zdaj kostanj za zajtrk, ne? Recimo obstaja kostanjeva moka, kostanjeva marmelada, lahko tudi kuhamo kostanj in ga zdrobimo gor na ta našek sladek zajtrk, torej zajtrk, kraljevski zajtrk mora biti, kjer je prisotno sladko in tako. Poleti, veste, je dan daljši, imamo več obrokov in teh obrokih so bolj ležerni, torej sveže sadje, ribice, solatke in tako naprej. Po zimi je krajši dan in takrat imamo lahko tudi samo 2 obroka, tista morata biti konkretna. Torej, konkretni zajtrk, ki damo noter sveže sadje, recimo kivi in pomembno suho sadje. Suho sadje gre zdaj, ker greje in ima malo višji glikemični indeks, ki se porabi za zmrazem. Poleti ne gre suho sadje, tudi iz naše tradicije tega ni bilo. In lahko dodamo en orešček, tako bi rekli kostanj. Kostanj je tisti zelo plemeniti, ki dejansko greje naše ledvice, poskrbi za naše ledvice in damo še neko sladkarijo, ne? To pomeni, zdaj, ker bo čas, kos potice, kos panetona, zjutraj za zajtrk, ne po kosilu ali pa zvečer, ker tisto pol bo šlo v maščevje. Zjutraj absorpcija teh živil enih 70-80%, to pomeni, da bomo vse pokurili čez dan. Zvečer je absorpcija 30%, to pomeni, da tistih 50% razlike gre v maščovje, še posebno visceralna maščoba, tiste okoli trebuščka, ki najmanj paše. Ampak kaj pa, ta hip je tudi čas buč, pa kakijev, opozarjate pa, da naj ne bi z njimi pretiravali. Zakaj? Tako bomo rekli, da so sladki in nekdo, ki je že prepojen z ogljikovimi hidrati, je fajn, da je v presežku telo, torej vedno gledamo istočnico, telo, s katerega izhajamo, to dodatno šibi vranico slinavko, ker je ona že v presežku. Torej mi moramo gledati istočnico. Po teorijah kitajske tradicionalne medicine so ta živila super krepijo vranico, samo teorije izhajajo iz takrat, kjer ni bilo toliko sladkega okoli nas. Ne? Zdaj imamo mi to v presežku. In zaradi tega, da uravnamo to, moramo dodati več zelenja. Zeleno. Torej, raje vse, kar je zeleno, vse, kar je oranžno. Ker se bo tako izenačilo. Zato je tudi ta keto dieta, ki sicer je ne priporočam, zato ker spet mi smo vse jedi, ampak dejansko ena taka beljakovinska dieta, zelo močna, je prišla prav v ta naš svet, zato ker je izničila te presežke ogljikovih hidratov, ki so v naših telesih bili zaradi navade bivanja, ki ga imamo. Torej, tudi če mi pogledamo samo na ene presežke holesterola, holesterol je endogeno, se proizvaja, ga proizvajajo jetra. Če jaz bom uživala 5 jajc, ki imajo holesterol, se mi ne bo holesterol dvignil, če bojo jetra moja zdrava. Če bo pa moja jetra bolana, se mi bo dvignil holesterol od 5 kav na dan, od 3 briošov na dan, od vsak dan pice, bureka, kebaba, od vseh tistih znekov, ki jih dobiš. Energijskih pijač, ki so zdaj tako opevane v negativno, mislim. Ja, absolutno, kako imajo mladi težave z jetri, prav zaradi vsega tega, kar smo našteli in teh napitkov, ki ne samo, da zabašijo jetra, ampak z njihovim kofeinem in spodbojevalci uničijo ledvice. In želodec. In tle imamo eno veliko
težavo res absolutno začasno, to je začasno da eno določeno energijo, ker pa pol človek postane od tega odvisen, ker je prav pač je spodbojevalec kofein in tein in tako naprej, kar je preveč. V taki dozaži za najstnika, ki sploh rase, je to strup. Mraz, šibili, ledvica in zato bi mogli uživati hrano, ki greje prav za krepitev ledvic, pravite, pa se tudi obleči bolje, kot smo bili vajeni zdaj v pozni jeseni, kaj ne? Tudi to je pomembno. Tudi to je pomembno. Zdaj tako, mladi sicer imajo radi te tope, ledvice ven, popek ven, ne, in tako naprej. Dejstvo je, da oni takrat rasejo in imajo hormone zelo aktivne in takrat je telo tudi bolj toplo, ne? Zato ker fiziologija tako deluje in zato se recimo malo bolj lahko afnajo, brez kakšnih hujših posledic. Medtem, ker nekdo, ki pa je že okoli 30 ali lahko čez, si tega težko prvošči, zato ker bo drug dan že bolel križ, če bo imel top in popek od zunaj v takem letnem času. Fajn je zdravilna moč volne. Volna svila, torej imamo spodnje perilo iz tega materijala, je zelo dobro zato, ker ima grelno moč in tudi če se mi preznojimo, ostanemo suhi, ker se volna hitro posuši na telesu. Zdaj, svila ima pa svojo moč hlajenja oziroma uravnavanja telesa, uravnavanja pH-ja telesa, s tem, da za svojo mikrocirkulacijo odpravlja tudi gube. Zato so tako dragoceno spodnje posteljnina iz svile, kjer jaz jo priporočam najbolj nekomu, ki ima težave z odprtimi ranami, z nekomu, ki je tetraplegik, paraplegik, torej nekdo, ki dosti leži na posli, da se tudi izogne prerežanini, je fajn, da imamo mi tako posteljnino. Erika Brajnik, kmalu začnete s tečajem, kako programirati telo s prehrano. Pred kratkim ste imeli tečaj 5-tedenski, mislim, da razstrupljanja pred zimo. Povejte mi, kaj je bil namen tega, da smo pred zimo oziroma da se morda odločimo in okrepimo na ta prečiščevalni način svoje telo? Ja, v bistvu teh 5 korakov je na YouTubeu, je brezplačno, tako da to lahko vsak začne, kadar želi, to sploh ni problem. Nastalih teh 5 korakov je lansko leto, ker smo bili še prihajali ven iz covida in ki dejansko iz moje izkušenj, kar sem jih imela, torej mi smo začeli pregledovati ljudi in te ljudje so bili, eni so pač veliko, vsi so preboleli COVID na tak ali pa drugačen način, eni so bili v bolnišnicah, drugi ne, eni so imeli malo simptomov, drugi dosti simptomov, ampak vsak od njih je virus pustil ene znake, neko utrujenost, predvsem utrujenost. In ta utrujenost, po mojem opazovanju Irisa, vzrok je bil v črevesju. Torej, ta virus je pustil v črevesju veliko parazitu in tudi te gljivic, kot kandida, torej porasli so patogeni mikroorganizmi in so tisti, ki so povzročali potem to kronično utrujenost, to nemoč. Veliko se je govorilo o utrujenosti, ampak pravite, sodeč po vseh, ki vas obiščejo, da se tale utrujenost kar nadaljuje. Da ji ni videti konca. Ni videti konca. Virus je še aktiven, je tudi še prisoten med nami in tako, da on še vedno pusti ene določene znake, absolutno, in moj nasvet, tisti najbolj učinkovit, da pridemo takoj na zeleno vejo, je krepiti svoje črevesje, predvsem za prehrano. Zdaj, v tem letnem času, torej imeli smo prvi korak, kako se znebiti parazitu, torej so bili celi protokoli, kako en jedilnik tak, ki razbremeni prebavni trakt, en teden recimo, da se držimo tega, da razbremenimo želodec, debelo, tanko črevo. Ker bilo je več stvari, recimo takoj po prvem udaru covida so imeli ljudje veliko pregretja v prebavnem traktu in torej povezani s tem long covid, torej utrujenost, spet govorimo o tej utrujenosti, takrat je bilo pregretje in tisto leto sem prav spomladi odsvetovala moksanje na popku, da ne bi prišlo do dodatnega pregretja. Ampak moksanje ta hip pa je priporočljivo. Moksanje smo tudi povedali, kako se opazujemo, kdaj moksamo, ni več toliko tega pregretja, absolutno ne. Pride pa utrujenost, torej tle je ta korak, je odpravljanje parazitu iz želodca, torej poraščeni mikroorganizmi, ki motijo pH želodca, ki je potem preveč bazičen.
bazičen. Torej, Helicobacter pylori, ker je že enkrat bil, je bolj trdovraten. Ja, dejansko je potrebno urediti pH želodca in z temi navodili tako lepo postopoma v 5 tednih, korak za korakom, lepo prečistimo prebavni trakt, jetra, ledvice, vranico, niti ne prečistimo, okrepimo. Ampak prej ste omenjali parazite, so hud problem, dobimo jih v jajcih, v mesu, v zelenjavi, pravzaprav ne vemo, da jih imamo, ne? A je to pač stvar, ki... Eno so zajedavci, drugo so te paraziti. V bistvu tako je, porastejo patogeni mikroorganizmi, ki so lahko vrste kandida, so lahko vrste patogeni mikroorganizmi in te moramo mi odpraviti iz telesa. Pustimo podančice, liste. Tudi to je, tudi v tem koraku je tudi to upoštevano, samo tisto bo že tudi zdravnik recimo opazil in bo tudi že svetoval za zdravili, tako da ta jedilnik se zelo lepo poklopi z temi navodili zdravnika in z temi zdravili, ki jih tudi zdravnik svetuje. V končni fazi je bilo tudi znano, kako ena določena zdravila proti parazitom pomagajo tudi pri covidu, to je se o tem že znano govorilo. Ne? Tečaj je tako kar konkreten, traja 5 dni, vsak večer 3 ure, torej polne ure, približno enih 300 strani skripte dobi vsak udeleženec, ja. Polno je tega, torej mi res imamo polno hrane vedno po rokah, vendar moramo se naučiti njihove vrednosti, ne samo hranilne, vitamine, minerali in tako naprej, ampak dejansko tudi njihovo grelno moč, njihovo vlažilno moč in tako naprej, plus vezano, kjera živila se vežejo z hormoni, kjera ne, in vezano na letni čas in vezano na določeno deficit torej v telesu in vezano na starost. Torej imamo res dosti parametrov vsega tega. Ampak tečaj je namenjen, bom rekla, nam, navadnim smrtnikom, ne samo tistim, ki se ukvarjate z prehranjevanjem in svetovanjem, pač pa za domačo uporabo. In točno tako, da znamo zbirati, kaj dati na mizo, dejansko, da najprej pogledamo skozi okno, vidimo temperaturo, vlažnost in potem zberemo jedilnik, kaj bomo kuhali. In tako, da se upošteva fiziologijo telesa in seveda pol navodila, da jih dajemo prehrani, da na telesa spotikamo, ampak dejansko mu pomagamo tudi, da se po noči lepo regenerira, da lepo funkcioniramo, da rečemo, čutim, imam energijo. Ne, čutim, imam energijo. To je stranke, 90% pač to povejo najprej. Imam več energije. Energija je življenje in hrana je energija. Samo jo moramo pravilno kombinirati, glede na naše izhodišče torej, in moramo z njo tudi, in pol moramo poštevati starost seveda in to, ali smo zasluzeni, ali smo zakisani in pol kako bomo telesu pomagali in navodila dali. Erika, pred kratkim ste poslali eno obvestilo, da kar 79% ljudi trpi, naprimer za raznimi težavami, konkretno nespečnost 91%, anksioznost 73%, panični napadi 68%. Kaj so ti odstotki? Grejo v višave, se pravi, ima res toliko ljudi probleme na tem, bom rekla, tudi psihičnem nivoju? Ja, dosti se je to potenciralo, približno vse vrednosti so za 20-30% višje po covidu. Torej, po pandemiji se je to psihično stanje poslabšalo, zaradi vsega skupaj malo. Dejstvo pa je, da spodnji možgani zelo vplivajo na zgornje možgane. Torej, pri eni depresiji, anksioznosti, nespečnosti moramo upoštevati 2 stvari. Koliko toksinov je v telesu? Eno dejstvo je, da starejši ljudje slabše spijo kot otročički, zato ker imajo več toksinov v telesu, torej toksemija je višja, ali je zasluzenost, ali je zakisanost, in potem seveda tudi črevesje, torej črevesje, spodnji možgani. Črevesje je tisto, ki mora biti čisto, lepo, da dejansko, ker neuronalne povezave štartajo 90% iz črevesja. Torej, če mi pogledamo samo serotonin, hormon sreče, se proizvaja v 90% v črevesju. Serotonin je antagonist melatonina. Če se serotonin ne proizvaja, se melatonin ne proizvaja. Torej, če mi ne proizvajamo pravilno čez dan serotonina, da naše črevesje je zabasano in ni pravilnega pH v njem, mi ne bomo spali, zato ker melatonina ne bo dovolj.
In če mi bomo samo uživali tabletke melatonina, nam bo na začetku pomagale in pol bo zakrnela tista žleza, ki melatonin proizvaja, zato ker ga bomo dobili zastojn. In tle ni rešitev. Začaran krog. Začaran krog. In torej rešitev je s tem, se znebiti parazitu, uravnati pH črevesja, zato da potem bomo tudi, da bomo neuronalne povezave pravilne in da bomo mi tudi boljše spali potem. Ampak kako naj vemo, da nam vse to na nek način gre levo, desno in ne tako, kot bi moralo velja, imamo težave. Kaj pa, kakšne majhne, drobne, dan, 2, 3, kako naj se človek opazuje, če vprašam tako? Ja, vedno izhajamo iz težav. Torej, nekdo reče, sem nespeč ali pa slabše spim. Zdraven sem je, pa napihne trebuh, pojedi. Tega pa ni bilo, ne? Imam ogromno vetrov ali pa plinu, to pa tudi ni v redu, ne? Ali sem zaprt, ali pa odvajam preveč hitro blato. Torej, to je tisto opazovanje, kako odvajamo blato, je zelo pomembno. Je zelo pomembno. Na blato je treba iti enkrat, 2krat na dan in ne na 3 dni, ne rabimo med vetrov, ne rabi se trebuh napihan pojedi in tako naprej, sploh ne bolet, recimo smo kazali take znake, ki niso diagnosticirani. Ampak to so znaki toksinov? Ja, to so znaki in toksinov in dejansko patogenih mikroorganizmov poraščenim po prebavnem traku, ki je tisti ključen del imunskega sistema. Zato pa pride zdaj tle upoštev par stvari, tudi te, kar so iz naše tradicije, torej kislo zelje, kisla repa, ta jota, in seveda tudi česen in ingver, ne? Torej česen naravni antibiotik, antimikotik, zvečer ga lepo vzamemo pred spanjem skupaj z vodo, zato ker dejansko takrat deluje res samo zdravilno, najbolj zdravilno, ker ni vmešan z kisom, z oljem in tako naprej. In potem ta fermentirana živila, tako kot so kisla repo in zelje, kar imamo zdaj dejansko iz naše tradicije. Kislo zelje je dobro tudi za vegane, ker ima eno zelo dobro absorpcijo kobalamina, torej B12, ker ga nekdo vegan ali pa vegetarijanc ne uživa, zato ker ne uživa mesa. In je res zelo pomembno. Tako da narava nam vse daje, ne? In mi moramo slediti tradiciji, slediti ustnemu izročilu tudi naših prednikov in se čim manj in se čim bolj posegati po živilih, ki so neposredno iz narave. To pomeni česen, ne česnova tinktura, tablete ali pa olje, ingver, ne ingver v prahu, zato ker vsaka taka živilo, ki je obdelano, zgubi vitalno energijo in je lahko tudi bolj grenko. To pomeni, da lahko tudi nekdo, ki ima močne farmakološke kure, kemoterapija, ima tudi kakšne druge, imunoterapije in tako naprej. Če kdo uživa, neko tinkturo česna ali pa tudi ingverja, lahko tudi škodi, sploh pri tem zgoščevanju krvi. Medtem, ker če mi uživamo samo živilo svežo, začimbo, neobdelano, je tle stranskih učinkov absolutno manj oziroma nič, tako da to je 100% varno. Ste kot mala enciklopedija znanja. Tako da je lepo slišati vse tisto, kar nas učite. Za konec pa, kako pa vi živite? Tako, ko govorim, absolutno ja. Moj zajtrk je zelo kraljevski v tem letnem času, torej sadje sveže, suho sadje, semena namočena v vodo, ker so dober vir omega in je tudi zelo dobro. Pomembno namočena v vodo, deva se vstaviti tu. Ja, pomembno, da semena, recimo sezam lan in čija semena namočimo v vodo, da spustijo te sluzi, ker te sluzi pol naredijo ta filter v želodcu in je zelo dobro za pol proti parazitom in patogenim mikroorganizmom, da poraščajo. Tako da je dober vir omega, ne? Tako da to je res dobro za kožo, proti gubam in tako naprej. Tako da moj zajtrk je sadje, suho sadje, semena, potem so palačinke,
oblike, take konkretne, torej da damo eno sezamovo pasto, marmelado, kostanj in pol polijem še z datljevim sirupom in še z javorjevim sirupom in še za nameček tisti bonus sladko, kakšen piškotek ali pa koš čokolade ali pa kakšna potica zdaj med prazniki in to vsako jutro do 9. Medtem, ko moja večerja je siromaška, če je. Lahko je pa samo tako konkretno kosilo, torej zelje, kislo z fižolom, klobase, gorčica, radič in fižol. In dober tek, bomo rekli. Ura je že pravšnja tudi zato. Erika Vrajnik, hvala, ker ste prišli. Nas ponovno osvestili, ne, na kaj tudi biti v življenju, oziroma predvsem biti v življenju osredotočen in nam podali nekaj napotkov, ki bodo zagotovo prav prišli. Hvala in vse dobro želim. Hvala enako. Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste to urico preživeli v naši družbi. Srečno.